Bog daj, dragi prijatelji, sestre in bratje, začenjamo s slavjem 4. adventne nedelje. Božja beseda je silno zanimiva, kot se za advent spodobi, in ob tej Božji besedi mi prihaja na misel, recimo, ko sem pred korono šel kdaj kakšne trgovske centre, sem tam na klopeh, stolih zagledal cel kup nosečih mamic s trebuščkom, pa otrok, kako so se lepo med seboj pogovarjali, čutiti je bilo na tako življenje in veselje. In v evangeliju današnje nedelje prvo slišimo zgodbo o srečanju dveh čudovitih žena, Marije in Elizabete, obeh nosečih žensk, prva nizko noseča, druga zelo visoko noseča, ena mlada, druga stara, in čudovito komunikacijo in čudovito odnos in seveda pot, ki jo je Marija naredila iz Nazareta tja v judovsko pogorje, ki je bila dolga kar, poslušajte, dobrih 100 kilometrov, ogromno. Božja beseda torej 4. adventne nedelje pozdravlja in pred nas postavlja čudovit odnos in komunikacijo, ki se dogaja. In tisto, kar omogoča življenje. Zgodba tega lepega odnosa pa seveda sega daleč nazaj. Sega v obdobje raja. In to je prav zanimivo sporočilo. Ko je Bog ustvaril človeka po svoji podobi, mu je dal čudovitih nekaj razsežnosti, med drugim razum, svobodo, nesmrtno dušo in sposobnost ljubezni. In vse to je izraženo v podobi raja. In dokler sta bila ona dva v tem območju odnosov, ki omogoča življenje, sta bila v raju. Ko pa sta se odločila, na podlagi tudi svobode, ki jim je bila dana, da bosta prisluhnila lastnemu egu, pa še nekemu prišepetovalcu, sta se odločila, da bosta odnos, ki omogoča življenje, prekinila in sta naredila greh. Prikimala sta lastnemu egu in ta greh ju je vodil v smrt, v izgubo raja. In pravi podoba v Svetem pismu celo, da je Bog pred rajska vrata, ko je izgnal, postavil angela, da ne bi mogla nazaj stopiti, ne ona dva, ne nihče drug. Ampak, čeprav sta se ona dva odločila za odnos, ki ne omogoča življenje, je Bog takoj rekel, ne morem pustiti, saj ona dva sta poklicana k življenju, k sreči, k polnosti življenja, ljubezni sta vredna, zaslužita si jo in sta je tudi sposobna, in takoj obljubi odrešenika. In ta zgodba obljube odrešenika se vleče ves čas stare zaveze. Bog stoji za svojo besedo, Bog uresničuje svojo besedo in začne izbirati ljudi in ljudstvo Abrahama, potem pa izvoljeno ljudstvo iz njega Izraela. Recimo v Božji besedi 4. adventne nedelje slišimo tudi, kako Bog po preroku Miheju pravi, da bo odrešenik prišel iz Betlehema. In v evangeliju pa slišimo to zaključek, ta kulmen te zgodbe, ko Bog pravi, ljudje ste sposobni čudovitih odnosov. Edino, kar morate narediti, je odprti se Božji milosti in biti deležni tistega, kar vam ponujam. In ko je zanimivo, angel Gabriel prišel k Mariji in Marija, prestrašena, malo tako cinca in ne ve, kaj bi naredila, in reče pa vseeno, ne boj se, Marija, Sveti Duh bo prišel nate in dete, ki bo rojeno, bo Božji sin, imenovala ga boš Jezus, kar pomeni Bog rešuje. Bog res rešuje. In Marija, polna tega Svetega Duha in polna življenja Boga, ki rešuje in človeka vabi v to območje nebes Božjega, čudovitih polnih odnosov, ki so absolutno podarjeni, odide na pot, ker hkrati tudi izve, da je njena sorodnica Elizabeta noseča, preko 100 kilometrov, verjetno dobršen del peš, nekaj na osličku, spremljajo sveti Jožef, tako smemo upati, tudi v moji podružnici v Troščinah na Polici je krasna podoba obiskanja Marije pri Elizabeti, kako jo Jožef pripelje na osličku, ko gleda skozi vrata, ob njem je osliček, Jožef je tak krasen fant 30 let s čudovitim klobukom, Marija mlada z majhnim trebuščkom, nasproti nje pa je upodobljena Elizabeta, že zelo stara v letih, pa z velikim trebuhom. No in Marija torej pride k Elizabeti in Elizabeta, to je spet zanimivo, je bila napolnjena Svetim Duhom. In napolnjena Svetim Duhom pravi takole,
blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Odkot meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od veselja zganilo. Blagori, ki je verovala, da se bo spolnilo, kar ji je povedal Gospod. Zopet, tako kot Marija, tudi Elizabeta napolnjena s Svetim duhom. In ker je bila s Svetim duhom napolnjena, je prepoznala ne samo svojo sorodnico Marijo, ampak je prepoznala v njej Božjo mater, mater samega Boga. In navdušeno torej vzklikne: blagoslovljena ti med ženami. In potem Marija odgovori tisto, kar ne beremo v današnjem evangeliju: moja duša poveličuje Gospoda. Človek torej, ki se tako kot Marija in Elizabeta odpira Svetemu duhu, prepoznava nove dimenzije življenja, prepoznava, da je sposoben odnosa ljubezni, ki je popolnoma zastonjski dar, in da je vse, kar je v resnici vrednega v našem življenju, dar, in da ta dar lahko delimo z drugimi, in da resničen dar, ki smo ga ljudje vredni, smo ga sposobni in si ga zaslužimo, to je dar ljubezni, ki omogoča življenje, lahko delimo tudi drugim. In da se zato splača narediti tudi 100 kilometrov. In če je Marija zato, da je prišla k teti Elizabeti, naredila na osličku 100 kilometrov, pomeni, da mi v današnjem času, če imamo res v sebi odprtost duhu Božje milosti in se zavedamo s čim vsem smo ljudje obdarjeni in kako lahko ta dar ljubezni prinašamo drugih, lahko naredimo tudi 200 kilometrov, če je treba, zato da do nekoga pridemo, da ga razveselimo, da mu prinesemo življenje, da ga privzdignemo, da osmislimo njegovo življenje. In ko tako premišljujem, si rečem, če bo pa za letošnji Božič, ki je tik pred nami, kakšen človek ostal osamljen, da torej ne bomo z njim vzpostavili odnosa ljubezni, zaupanja in tistega, kar prinaša življenje, potem pa res je z nami kristjani nekaj narobe. Zato vas vabim, da v teh dneh res omogočimo življenju in veselju najlepši polet. Da ne zadržujemo v sebi ne volje, ne odločenosti, ne želje, da prinesemo nekomu ljubezen in življenje. Tako se namreč odpiramo Svetemu duhu, sebi in drugim omogočamo življenje, polno življenja, in tako doživljamo tisto, kar sta Adam in Eva izgubila. In nam je bilo zopet z Jezusom Kristusom podarjeno, ker je iz ljubezni se učlovečil, nam torej povedal, kje je bistvo, in nam dal najlepše možnosti, najlepši smisel našega življenja. Zato vam želim še zadnje dneve pred Božičem nekaj čudovitega, možnost, ki nam je dana, da izkoristimo tudi tako na ta način, da se odpremo Božji milosti, da z Bogom poravnamo račune, če rečem, da se z njim vzpostavi ena taka čudovita komunikacija, da gremo tudi k spovedi, da torej vse, kar je slabega, odrinemo od sebe, se odpremo Božji milosti in da drugemu prinašamo življenje. Če je treba narediti 500 kilometrov za to, da nekomu prinesemo veselje, eno radost, eno smisel življenja, poleg telefonskih klicev in na druge načine, kako lahko to naredimo, potem se za to splača. Lepe dneve, zadnje dneve pred Božičem želim vam vsem, dragi prijatelji, z Bogom.